Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me. To je Jezus rešenik, to je Jezus rešenik, to je rešenik, to je rešenik, to je Jezus rešenik. Prav lepo pozdravljeni moji prijatelji v naši domači oddaji Pot poti. Gostim mariborskega nadškofa Franca Krambergerja, spregovoril pa bo samo za nas še oddajo Pot poti in dobrodošli in želim dober sprejem. Bog daj, gospod nadškof, in hvala, da ste se odzvali mojemu vabilu. Pozdravljam tudi vas in pa vse gledalce, ki spremljajo to oddajo. Na začetku bi vas morda vprašal, kako vas je življenjska pot pripeljala do nadškofa, čisto na kratko. Rojen sem 1936. v Lenartu v Slovenskih Goricah. Po končani maturi na prvi gimnaziji v Mariboru sem stopil bogoslovje. 29. junija 1960. sem bil posvečen v duhovnika. Zatem sem bil 3 leta kaplan v Svetem večnem telesu v Mariboru. Nato 17 let ravnatelj v Slomskem in dijaškem semenišču. Leta 1980. me je Papa Janez Pavel II. Imenoval za mariborskega škofa in lansko leto, ko je bila reorganizacija cerkve na Slovenskem, sem bil imenovan za nadškofa in metropolita. Kako pravzaprav gledate na te nove škofije v slovenskem prostoru? Glede tega moram reči, da gledam izrazito pastoralno, ne toliko gospodarsko, ne ideološko, tudi ne regionalno, ampak pastoralno. To so bili namreč osnovni motivi, zakaj je prišlo do delitve škofije. Ko rečem pastoralno, mislim pri tem na tisti ožji stik med škofi in pa med duhovniki, ali med škofi in pa tudi med župnijami in verniki. Ko rečem, da je osnovni temeljni vzrok pastoralni, mislim pri tem tudi na vse tiste pastoralne projekte, ki so v manjših škofijah, kakor na primer pastoralni in teološki tečaj za duhovnike, redovnike, redovnice, ali duhovnikove sodelavce, ali pastoralne asistente. Vse te stvari so v manjših enotah, kakor so sedaj škofije, učinkovitejše in nekako bolj primerne. Seveda gledam tudi z nekim zadoščenjem, ker vidim v tem tudi izpolnitev tiste pastoralne smernice, ki nam jo je dal plenarni zbor cerkve na Slovenskem, ki smo ga imeli pred leti, in pa tudi izpolnitev tistih pastoralnih smernic, ki nam je dal drugi Vatikanski cerkveni zbor. To pravzaprav so ta dolga pričakovanja, ki so pravzaprav na eni strani izpolnilo vernikov, da pravzaprav nastane to, kar ste povedali, pravzaprav izpolnjuje to poslanstvo, pričakovanje vernikov, te škofije. Moram reči v splošnem, da se od takrat, ko smo upravili ta zgodovinski dogodek, pa do danes nismo dobili kakšnega posebnega protestnega odmeva ali negodovanja ali nezadovoljstva. To pa zato, ker delitev škofij ni bila nekako vsiljena od zgoraj iz kakšnega kabineta Slovenske škofovske konference ali pa kakšnega kabineta matične škofije, marveč to je raslo od spodaj, v bazi, med ljudmi, med duhovniki, in je tam zorelo, in ko je dozorelo, smo pač to zgodovinsko stvar upravili. Seveda, nobena stvar ni tako popolna, da ne bi mogla biti še popolnejša. Tej naši veliki razdelitvi škofij bodo potem še sledile drugi premiki. Mislim recimo na personalne premike v posameznih škofijah ali na primer na reorganizacijo znotraj posamezne škofije, reorganizacija dekanij ali pa tudi župnij. Mnogo manjših župnij se bo združilo, večje župnije pa se nekako bo razdelile v nove župnije. Namreč s tem mi prihaja na misel Slomškova lepa beseda, ko pravi:
na nekem mestu, kadar umni gospodar opazi, da je se življenje kakšne rastline tako nakopičilo, potem razsadi tisto rastlino, ne da bi jo uničil, ampak da bi na različnih mestih omogočil še lepšo rast in še odbilnejše sadove. In to je tudi v tem pomenu glede delitve škofij in pa glede delitve znotraj posameznih škofij. Hvala lepa. Je pa tudi prav, da pravzaprav gledalcem podam eno mnenje, da pravzaprav v slovenskem prostoru nekako ne znamo gledati prav na duhovniški poklic, kajti po duhovnikovih rokah prihaja preko Euharistije k nam Jezus. Ampak kaj je pravzaprav? Bliža se pravzaprav, ne letošnje leto je že minilo, ampak bliža se čas novih maš naslednje leto. Kaj narediti, ker je delavcev tako malo? To je vprašanje, s katerim se ukvarjamo vsi škofje, vsi duhovniki in tudi vse župnije, pa ne samo v Sloveniji, ampak v celotni Evropi. So nekatere pokrajine, kjer še je duhovniških poklicev dovolj, naprimer na Poljskem ali pa v Romuniji ali recimo v afriških deželah in podobno, ali pa celo v Indiji. So pač tisti časi bili, ko je Evropa dajala misionarje in duhovnike drugim. Zdaj so se časi obrnili in so nastopili tisti časi, ko prihajajo iz misijonskih dežel v Evropo. Tako naprimer, če pogledate cerkev v Avstriji, Nemčiji, Franciji, Belgiji, na Nizozemskem, boste videli med duhovniškimi vrstami veliko temnopoltnih duhovnikov in pastoralnih delavcev. To je znamenje, da je cerkev univerzalna in da si moramo pomagati pač vsi drug drugemu. Kako mi nekoč njim, tako oni tudi sedaj nam. Seveda nam, kristijanom, pa ostane glavna stvar molitev za duhovne poklice. Zakaj je takšno pomanjkanje duhovnih poklicev? Je več razlogov, bodisi upad vernosti ali potrošniška miselnost, ali recimo 50-letna ateizacija naše mladine ali kaj podobnega in tudi recimo družinsko življenje, ki je popolnoma spremenjeno, ni več družin s številnimi otroki in podobno. In ko molimo za nove duhovniške poklice, to pomeni v resnici, da delamo za zdravo slovensko družino, v kateri bodo zopet vrednote, duhovne vrednote, da delamo za mladino, ki bo velikodušno se podala tudi na to pot, ali pa da hočemo tudi sanirati javno mnenje, ki je tako proti cerkvi, proti duhovnikom. In to seveda vse vpliva na mladega človeka, da se težko odloči za ta poklic. In končno moliti za duhovne poklice pomeni ustvarjati takšno klimo, tako atmosfero, tako zrače, v katerem bodo duhovni poklici možni, da bodo skalili in pa tudi zrasli. In ne nazadnje, moliti za duhovne poklice pomeni tudi skrbeti tudi za posvečene, že posvečene duhovnike, da bi za svojim zglednim in glednim življenjem bili nekako živo vabilo za mlade. In da je prav tudi, da povem tist par določenih elektronskih oziroma elektronskih naslovov oziroma e-mailov, pa katerih sem bil, da se nam pravzaprav veliko zahvaljujejo pred leti za tisto pobudo, za molitev, za duhovne poklice in Bogu hvala, da je bilo tako. Že pred leti sem ravno na željo mnogih duhovnikov, pa tudi po lastnem nakivu, ko sem bil molitveno zvezo duhovne poklice v naši mariborski škofiji in moram reči, da se je od takrat nekako dvignilo, čeprav sedaj v zadnjem času zopet opažamo upadanje duhovnih poklicev. Vidite, da prihaja čas laikov? Od drugega Vatikanskega cerkvenega zbora nekako že velja, da je odbila ura laikov. To je govoril Janez 23, potem Pavel VI, Janez Pavel II posebej in tudi sedajni papež Benedikt XVI, da je čas laikov, ker laik in klerik, ali bolje rečeno laik in duhovnik, to je tisti binom ali dvočlenik, ki ga ne smemo nastaviti. Ne gre se tukaj za kakšno konkurenco ali tekmovanje, ampak gre za komplementarnost, ki nam pove,
da niti duhovniki brez laikov ne moremo opraviti v celoti svojega poslanstva, niti laiki brez duhovnikov prav tako ne morejo opraviti svojega poslanstva. Drugače so laiki močno vključeni v življenje cerkve, če pomislimo, recimo, da so navzoči na sinodah ali na koncilih ali v vseh teh naših škofijskih projektih, na teološki fakulteti predavajo laiki in podobno, da ne rečem v liturgičnem življenju. Tam so bralci Božje besede, tam so izredni deljivci svetega obhajila, tam so tudi voditelji besednega bogoslužja, zlasti na tistih mestih ali tistih župnijah, kjer ni duhovnika. Tako da prevzemajo nekako te stvari, te svoje poslanstvo. Čeprav moram reči, da še nismo povsem uresničili koncilskih odlokov in pa pastoralne smernice plenarnega zbora, da bi laike popolnoma še vključili v naše poslanstvo. Kako poteka proces kanonizacije Slomška? Kaj je potrebno za kanonizacijo? In v naših oddajah Pot poti se veliko krat vsaj z besedo oziroma z mislijo o blaženem Antonu Masutinu Slomško se poskušamo do nekaj z našimi gledalci ga spomniti oziroma dobiti tisto zares in mislim, da tudi to tako prav. 19. septembra 1990 je bila tista lepa beatifikacija škofa Antona Martina Slomška, ko je papež Janez Pavel II drugič obiskal Slovenijo in posebej Maribor. S tem je bilo pravzaprav veliko del, največje dele končano. Vsa dela, ki so potrebna v procesu za kanonizacijo, so končana. Edino, če pričakujemo še en čudež, ki bi ga morali znanstveno obravnavati in predložiti kongregaciji, in če bi ta čudež kongregacija odobrila po svoji mednarodni posebni komisiji za čudeže, potem bi kanonizacija bila tukaj. Drugače so vsa druga dela končana. Tako da gledam kot škof oziroma nadškof kanonizacijo bolj kot tisto piko na i, ki bi še morali postaviti. Kako pa je z ostalimi kandidati od Gnidovca do Priolove? To so še procesi, ki so nekako v teku. Posebej, če recimo imam pred očmi Friedricha Barada, ki je velikega misionarja, tam ima celotni proces v svojih rokah Škofovska konferenca Združenih držav Amerike in morda je prav zaradi tega tudi prišlo tam do zastoja. Bi morda bilo bolje, če bi bil proces v rokah slovenskih škofov. Ali pa recimo dr. Janeza Gnidovca, Frančiška Gnidovca, nekdanjega škofa v Skopju. Ta proces vodijo lazaristi ali družba misionarjev in mislim, da je proces, kar se tiče znanstvene obravnave življenja, končan, tudi že predložen kongregaciji, vendar še ni toliko sprejet in še ni odobren. Medtem ko je recimo za proces za škofa Volka, o katerem vemo, da je bil z bencinom polit in pa sežgan, je tudi v teku in mislim, da je tudi končan že tisti strogi življenjepis, ki ga v latinščini imenujemo pozicijo historika, vendar pa še ni tudi sprejet in pa odobren v celoti. Medtem ko imamo naslednjega kandidata Lojze Grozdej, ta je sicer mučenec po drugi svetovni vojni in moram reči, da je ta proces najbolj nekako pospešen, saj so ga začeli 1992 in ga že končali 1999. Kongregacija ga sprejela in tudi potrdila. Končno bi še omenil še dva kandidata iz naše škofije oziroma iz naše bližnje ga dela. To je Daniel Halas, ki je v Prekorju, to je tudi mučenec. O tem poteka tudi proces in ravno včeraj sem dobil iz kongregacije za svetnike navodilo, da se naj ta proces prenese iz sedanje mariborske nadškofije v Mursko-Soboško škofijo, ker je on tam doma in tam so priče. In nazadnje še ne omenim našo domačo kandidatkinjo, to je pa Priolova, ki pa je nekako še bolj na začetku, saj smo začeli komaj lansko leto in
tako da tukaj še je treba še precej dela. Kako gledate pravzaprav na našo mladino, ki se pobirno nekako izgubila od cerkve? Moram pa na eni strani dejati, da pravzaprav smo v naših oddajah, ko sem gostil te mlade, videli, da pravzaprav so mladi dobri oziroma je mladi rod zdrav, ampak mi starejši nismo jim najboljši zobniki. Je to dejanje, je to dogajanje v cerkvi na Slovenskem in tudi povsod drugod po Evropi nekako ugotavljamo z žalostjo, da mladina po birmi nekako odhaja. Vendar, moram reči, ne odhaja od Boga, ampak bolj od cerkve kot institucije, ker po nekaj letih se potem vrnejo nazaj, vsaj v neki meri. Mi, duhovniki in škofje, se sprašujemo, kaj narediti, da bi mladina ohranila to kontinuirano, neprekinjeno pot v svoje življenje, zato osnujemo v posameznih župnijah tudi take mladinske skupine, kjer bi mladi ostali skupaj, kjer bi se čutili sprejete, kjer bi se čutili potrebne in kjer bi se čutili tudi uresničene. Seveda nikako ne smemo mladine obsojati, ker v resnici samega sebe obsojamo. Mladina je takšna, kakšni so starejši. Zato je treba mladini pomagati. In ji pomagati, da se reši iz tistih valov razkristjanjene, zliberalizirane, shedonizirane, da ne rečem, uživanja in izživljanja željne družbe. In tu je mladina največkrat, bi rekel, žrtev. In prepričan sem, da bo prišel tudi tisti čas, ko bodo mladi ljudje začeli stremeti za nekimi duhovnimi vrednotami, kar se v celotnem kontekstu Evrope ali pa srečanja recimo mladine s papežem kaže, mladi iščejo, mladi bi radi bili dobri z vsemi tistimi duhovnimi vrednotami, ki človeka osrečujejo in ki mu tudi daje vsebino življenja. Oblikuje se pravzaprav podoba Evrope, imamo novo valuto, zdi pa se, da se še vrtimo in ne najdemo pravega mesta v Evropi. Kaj po vaše potrebno storiti za našo podobo v družini evropskih narodov? Ponovil bi tisto misel, ki jo je tolikokrat rekel že papež Janez Pavel II. Evangelizacija, nova evangelizacija. Evropo je treba na neki način znova pokristjaniti in jo oznaniti evangelij. Vsaki generaciji je treba znova in znova oznaniti evangelij, ker vsaka generacija tudi mora sprejeti nekako to resnico. In tu se mi zdi, da tudi sedanji papež Benedikt XVI močno poudarja to oznanjevanje in približanje Kristusa Evropi in Evrope Kristusu. Bliže se konec naše oddaje. Kaj bi pravzaprav na koncu dejali našim gledalcem oddaje Pot poti? Morda bi ponovil tisto misel, ki jo je izrekla mati Terezija, ta velika redovnica in misionarka in velika dobrotnica najbolj siromašnih ljudi in otrok, saj kako nam je vsem znanje pobirala umirajoče po pločnikih indijske Kalkute in podobno. In takrat, ko je dobila Nobelovo nagrado, jo je neki visoki politik vprašal, kako zmorete vi taka velika dejanja, odkot jemljete to moč? In takrat je ona odgovorila čisto preprosto, to, kar zmorete vi, ne zmorem jaz. Kar morem jaz, ne zmorete vi. Vsi skupaj pa bi zmogli vse. In tu vidim tisto misel, vsi bi se morali truditi v osebnem življenju narediti čim več dobrega, potem bo tudi svet okoli nas boljši. Zahvaljujem se vam, gospod naš, za vaše plemenite misli in naj vam bo Bog bogat plačnik na vaši življenjski poti. Hvala vam iz srca. Tudi jaz se vam zahvaljujem, pa to tako tudi se zahvaljujem vsem gledalcem, ki so to oddajo spremljali. Mir in vse dobro našim gledalcem do naslednjega srečanja v naši domači oddaji Poti. Nasvidenje z Bogom. Mojem srcu biva on, mojem srcu biva on, srcu biva on, srcu biva on, mojem srcu biva on.
Nikdo vidno išče me, nikdo vidno išče me, nikdo išče me, nikdo išče me, nikdo vidno išče me.